Gospod Boštjan Lindav, dobrodošli v studiu portala Info360. Če takole rečem, nekaj časa vas ni bilo videti na televizijskih ekranih te dni, vsaj ta teden, pa vas vidimo v prispevkih, ki so povezani z postopkom pred protikorupcijsko komisijo v primeru prijave nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar glede pritiskov predsednika vlade nanjo v določenih primerih. Kako vidite vi to zadevo? Mislite, da bo postopek končan? Zdi se namreč, da se bo poskušalo zaustaviti objavo. Ja, težko komentiramo nekaj, kar še nismo videli in treba je počakati. Vsebini vas ne sprašujem, ne? Treba je počakati, da vidimo, kakšni bodo nadaljnji postopki. Vsekakor pa te prve, bom rekel, akcije ali pa reakcije tako zagovornika premierja kažejo na to, da bojo uporabljali vsa pravna sredstva, kar je sicer povsem legitimno in bom rekel v duhu odvetništva, ampak zato, da bodo zadevo čim bolj zavlačevali, da bi onemogočili objavo tega poročila. Sam osebno mislim, da bo to na eni strani zelo kritično tudi za samega premierja, ker konec koncev bi se stvari mogle razjasniti še pred naslednjimi volitvami, lažje bi bilo za vse. No, če zagovarjajo transparentnost delovanja, bi verjetno pričakovali tudi to. Kako komentirate trditve, da se Robert Golob zavzemal samo za depolitizacijo policije? To je na nacionalni televiziji izrekel urednik Mladine Gregor Povš. Vi ste bili namreč takrat zraven, ne, uporaba te besede depolitizacija policije iz ust predsednika vlade Roberta Goloba deluje zelo neresno. Če bi imel iskren namen depolitizirati policijo, bi bila njegova dejanja ravno nasprotna od tega, kar je počel. Namreč nenazadnje dejanja so tista, ki definirajo človeka in ne prazne besede. Tako da ta depolitizacija ni nič drugega kot politizacija v drugo smer. In je za stroko in policijo kot samo neugodna, ima škodljive posledice in nič dobrega ne obeta, no. Spravi, vi trdite še vedno, da so se dogajali konkretni pritiski v konkretne kadrovske zadeve, verjetno pa potem tudi, ko ste iz policije odšli, poznate, kaj se dogaja glede tega, ne? Glede same politizacije, nastavljanje v narekovajih naših kadrov. Zdaj, določeni politični komentatorji ali pa uredniki, ki ste ga tudi sama omenila, poskušajo celotno zgodbo nekoliko relativizirati s tem, da je šlo v tem primeru za pogovor politika s politikom. Jaz sam osebno mislim, da temu ni tako, v bistvu sem prepričan, zato ker nekaj drugega je, če se predsednik vlade in minister pogovarjata o nekih splošnih usmeritvah, kako želimo, da bo policija delovala, kam jo bomo usmerili, kako bomo stvari se lotili. Ali pa nekaj drugega je pa, povsem nekaj drugega je pa seveda, če predsednik vlade pogojuje ministru ostati na funkciji pod pogojem, da bo zoper konkretno osebo določene ukrepe sprejel. Tukaj je treba povedati, da takšen pogovor ima neposreden vpliv na pravice posameznika in verjetno si ne želimo takega sistema, kjer bo lahko pogovor politika s politikom vplival na pravice konkretnega posameznika. Kar pa se tiče kadrovske situacije v policiji, lahko rečem, da kolikor spremljam in kolikor poznam zgodbo, so trenutno kar nekaj vodstvenega kadra v policiji, sicer izpolnjuje formalne pogoje po izobrazbi, imajo ustrezno stopnjo izobrazbe, ampak jim pa primanjkuje, bom rekel, strokovnih in pa vodstvenih kompetenc.
kar pomeni, da zelo težko vodijo enote. Posledično, to je normalna reakcija, se take vodje skrivajo za zahtevami po poročilih, za številnimi obrazci in birokracijami, kar ima seveda negativen vpliv na delo policistov, ker več je pisanja, več je dela v pisarni, manj so policisti med ljudmi in to se neposredno odraža na varnostni situaciji. Tako da vse te stvari zelo slabo vplivajo na stanje v policiji. Nenazadnje turbulentno delovno okolje, bom rekel, neprestan strah pred sankcijami, seveda negativno vpliva na delovno vnemo in pa to so eden izmed glavnih vzrokov, da mladi policisti, predvsem pa tisti, ki imajo pogoje za upokojitev, to čim prej izkoristijo in grejo. Kaj pa samo recimo strah preiskovalcev, da bi se lotili določenih zadev? Se vam zdi, da vpliva to tudi to, kar se dogaja zdaj, da si pač kriminalisti ne upajo preiskovati določenih zadev? Mislim, zakaj ne razume, navadni smrtnik ne razume, zakaj si politika tako želi svojih ljudi v policiji, da bi preprečevala konkretne preiskave ali da bi vplivala na nje? Ja, seveda, jaz mislim, da konkretno nekih zahtev po ustavitvi postopkov praktično, lahko so, ampak so zelo težko izvedljivi. Je pa en kup, bom rekel, raznih birokratskih možnosti, kjer se stvari dajo v predal, pa malo počakajo, ali se dela malo bolj počasi, ali daš delati stvari ljudem, ki veš, da tega niso sposobni izpeljati. In na tak način pač lahko, bom rekel, nekje ustaviš, blokiraš ali pa da narediš, bom rekel, neučinkovit predkazenski postopek. No, gospod Tatjano Bobnar, ste razburkali javnost tudi z trditvami, da je gospod Robert Golob vplival na datum aretacije 2 ruskih vohunov v ljubljanskih Črnučah. Še vedno vztrajate pri teh izjavah? Ker parlamentarna preiskovalna komisija, ki sicer je delala pač pod vodstvom predstavnikov Gibanja Svoboda, ni našla nič takšnega, da bi to potrdilo. Poglejte, zdaj ta parlamentarna preiskovalna komisija je po mojem mnenju, in to sem sam že večkrat javno povedal, popolna farsa, ustanovljena zgolj z namenom obračunavanja z bivšo ministrico in menoj. Dejstvo je, da so provladni mediji v bistvu s tem, ko so pisali laži in objavljali neresnice o nama naredili to publiciteto. Čeprav mislim, da sva midva oba v tistem obdobju, ko sva vodila Ministrstvo za notranje zadeve in pa policijo, naredila bistveno bolj pomembne stvari, kot se sedaj pozablja. Namreč pozabljajo, da sva tako Tatjana Bobnar kot jaz pričala tudi pred Medvedovo komisijo o nepravilnostih, ki so se dogajale pod prejšnjo vlado, o zlorabah policije v času covida. To je bila preiskovalna komisija, ki jo je vodil poslanec Rudi Medved v prejšnjem mandatu. Tako. Prav tako pozabljajo, da sva bila midva s Tatjano Bobnar tista predstavnika države, ki sva ob dnevu policije na Kongresnem trgu stopila pred ljudi in se jim opravičila za vse krivice in represijo, ki jo je policija izvajala nad ljudmi v času COVID krize. Tega nihče ne omenja. In predvsem pozabljajo, da sva midva s Tatjano Bobnar in s sodelavci, ki so bili okrog naju, v samo pol leta trend zaupanja policije obrnila iz negativnega v pozitivni. Taka preskoka, ne vem, če je bil že kdaj zabeležen. Zdaj, se pa vse zgodbe zdaj vrtijo okrog tega pričanja pred zadnjo parlamentarno komisijo, ki imajo izvor predvsem v tem, da se pravi, en kup laži in netočnosti
ki so jih sproducirali ljudje iz blizu Gibanja Svobode z namenom, da naj tudi javno očrnijo. Nenazadnje tudi ta plenarna seja Državnega zbora, na kateri so obravnavali vmesno poročilo komisije, je bila namenjena zgolj in samo temu, da se z nama dokončno javno in politično obračuna. Kar je posebej žalostno, je to, da so obračunavali z mano, ki nikoli v življenju nisem bil politik, ampak vedno samo strokovnjak, ampak je 50 poslancev koalicije izglasovalo, da me je treba kazensko ovaditi. No, se kazensko ovadanje to ni bilo, ne? Ja, predsednik parlamentarne preiskovalne komisije se je skril za naznanilo suma kaznivega dejanja, s tem, da to lahko povem, teče predkazenski postopek pred posebnim oddelkom specializiranega državnega tožilstva, zato v podrobnostih seveda ne morem govoriti. Počakajmo, da se bo zadeva zaključila, potem bomo pa videli, kje smo. Ker govorimo o parlamentu, smo govorili zdaj o poslancih, kaj menite o tem? Bi veljalo spremeniti nadzor nad policijo in obveščevalci, ki ga izvaja sedaj KNOVS? Gre absolutno za politični nadzor in ne strokovni nadzor, ne? In ta politični nadzor se zlorablja za politične namene, ne? Za politične in razne interesne namene, bom tako rekla, ker znano je, da so 4 predstavniki NSI dobili kazensko ovadbo zaradi tega. Govori pa se tudi, da se je v preteklosti pogosto preverjalo, ali se prisluškuje Janezu Janši. Parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami mora biti zagotovljen, ker je takšen način, bom rekel, domač tudi v demokracijah z bistveno daljšo tradicijo, kot je slovenska. In prav je, vendar pa je zato, da sistem parlamentarnega nadzora nad temi službami deluje, mora biti izpolnjena 2 pogoja. Saj jaz tako mislim, no. Eno je določena stopnja politične kulture, bom rekel, ali pa samoregulacija politike, da se zaveda, da so to občutljivi podatki. Verjetno lahko rečete, da ni na visoki ravni, glede na to, kar se dogaja? Ja, očitno nekaj naštima pri tej stvarih. Druga stvar je pa, mora biti zelo jasen normativni okvir delovanja te komisije. Zdaj, načini parlamentarnega nadzora so v različnih državah zelo, bom rekel, tudi različni. Je kar nekaj dobrih praks in mogoče bi vse te zadnji dogodki ali pa tudi dogodki iz preteklosti narekovali to, da se pristopi k, bom rekel, novelaciji zakona o nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Pa kljub temu, jaz mislim, da se tega ne gre delati čez noč, ampak premišljeno in poskušati ustvariti en, bom rekel, sistem, ki bo preprečeval na eni strani zlorabe, na drugi strani pa omogočal učinkovit nadzor nad delom teh služb, ker to je ključnega pomena. Preprosto zato, ker imajo te službe možnost globoko posegati v pravice in svoboščine posameznika. Zaradi tega tak nadzor mora biti. Še eno vprašanje povezano s policijo. Vladi Roberta Goloba doslej ni uspelo imenovati generalnega direktorja policije brez proceduralnih zapletov. Znano je, kako je končal vaš naslednik. Sedaj pa imajo težave z sedanjim vršilcem dolžnosti Damjanom Petričem, ki se je prijavil za polni mandat, ampak po neuradnih informacijah naj bi natečajna komisija nepopolno opravila svoje delo. Pogledala sem statistiko za nazaj, mislim, da sem preštela 18 imen na vrhu policije v 34 letih. Ja, zdaj, dejstvo je, da vprašanje, zakaj se tako pogosto menjajo generalni direktorji, je bolj namenjeno političnim odločevalcem. Sam namreč nisem nikoli bil No, ampak imate pa svoje mnenje, ne? Ja, sam nisem bil nikoli v vlogi, da bi aktivno iskal generalnega direktorja policije. Vsekakor me pa
takšna situacija navdaja preprosto z mislijo, da slovenska politika še vedno dojema policijo kot orodje oblasti in ne kot servis ljudstvu. Policija je sicer v času od osamosvojitve naprej ogromno naredila za to, da bi ta stereotip, značilen za neke druge režime, razbila, ampak bom rekel, žal zadnje obdobje se pa kaže na to, da se od tega poslanstva ponovno oddaljuje. Kar se pa tiče zapletov v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja policije, se popolnoma strinjam, da očitno nekaj ne deluje, ker v nekončanem mandatu te vlade smo policijo vodili 3 ljudje. Se pravi, to je še manj kot 4 letih 3 ljudje, kar je iz organizacijskega vidika povsem skregano. Skrbi me, da je politika poskušala tudi vplivati na odločitve uradniškega sveta, ki je v osnovi ustanovljen zato, da zagotavlja neodvisnost in depolitizacijo državne uprave in da zagotavlja visok strokovni nivo in neodvisnost vodij na najvišjih položajnih mestih v državni upravi. Žal zadnja 2 primera kažeta, da temu ni tako in osebno me je strah, koliko direktorjev ali pa oseb na položajih različnih je še padlo pod ta radar, da so prišli na tak način skozi. In tle se mi zdi, da se politika spet močno meša v stroko. No, v parlamentarnem postopku je zdaj novela zakona o organiziranosti in delu v policiji. Prvi predlog, osnutek, ki je šel v javno razpravo, je tudi kazal na to, da bi se politika želela med drugim recimo razrahljati merila, po katerih bi lahko imenovala vodstvo policije. Ja, tukaj ne smemo pozabiti, da je Boštjan Poklukar takoj, ko je prišel na Ministrstvo za notranje zadeve v tem drugem mandatu, že pripravil en predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu policije prav v tej isti točki, kjer je širil nabor primernih kadrov za zasedbo položaja generalnega direktorja na državne tožilce, pa na vojaške osebe, pa na v bistvu vse uradnike iz državne uprave. Ampak je takrat že notranja javnost, bom rekel, bila kritična do tega, zato so ta predlog pospravili v predal, pa so malo počakali. To, kar pravite, da je bil tudi v drugi varianti ponovno želja po rahljanju kriterijev za zasedbo delovnega položaja generalnega direktorja policije, je seveda na eni strani so iskali, bom rekel, potrditev ali pa alibi za ta fiasko z prejšnjim generalnim direktorjem, ki očitno ni izpolnjeval pogojev. Na drugi strani pa me osebno skrbi, da je Boštjan Poklukar prišel na Ministrstvo za notranje zadeve, ne vem po čigavem navodilu, da, bom rekel, pripravi teren za to, da se bodo lahko na ta zelo pomemben položaj generalnega direktorja policije imenovali predvsem kadri, ki ne bodo toliko strokovni, kakor poslušni pa politično korektni. Tle bi nas mogli skrbeti. No, še ena stvar, ki pa je bila tudi dosežena, da je šlo iz zakona, to je Policijski sindikat Slovenije priznal vladi, čeprav je še vedno kritičen do predloga novele. Želeli so si, da bi uradniki direktorata notranjega ministrstva dobili neomejena pooblastila za nadzor vseh prostorov in gradiv policije, kar pomeni, da bi v bistvu lahko omogočili tudi, da politika pač ve, kaj se dogaja s določenimi postopki.
Ja, še eden od poskusov, kako ne depolitizirati policijo, ampak na široko odpreti vrata politiki v sfero policije. Pa vas ne čudi to brezsramno poskušanje, ker človek pravzaprav ne more verjeti, kako brez predsodkov želijo vplivati ali pa se uriniti v vse pore delovanja policije, tudi v bistvu v konkretne postopke. Vsak dan vidimo vsaj eno zgodbo, kjer povsem brezsramno delajo take in drugačne nepravilnosti in se zato sploh ne sekirajo, zato ker vejo, da imajo tako večino v parlamentu, da lahko se zmeraj pokrijejo. Ne nazadnje 2 interpelacije zoper aktualnega ministra za notranje zadeve, ki sta bile po mojem mnenju povsem upravičene, kažeta na to, da koalicija in tudi, bom rekel, da manjše koalicijske stranke znajo prav lepo glavo skloniti in se pokoriti želji in pričakovanjem Gibanja Svobode, kar mene osebno sicer čudi, ker ne nazadnje imajo te stranke svoje programe, zavzemajo se vse za človekove pravice, ampak vidimo, da temu pač včasih striže. Tako da, pa tudi tisto, kar so se danes že dotaknila, obračunavanje na plenarni seji Državnega zbora z bivšo ministrico in mano, kaže na to, da so brezsramni. Očitno so bili pritiski na Levico in SD pred tem glasovanjem, ker so mi nekateri predstavniki iz koalicije govorili iz teh 2 manjših strank, da pač tega poročila ne morejo podpreti, pa potem se je vendarle tudi to zgodilo, a ne? Ja, mislim, da edini Miha Kordiš ni glasoval od. Vas lahko prosim še za mnenje, vem, da so se kresala mnenja, ko je predsednik vlade spremenil način svojega varovanja, zdaj se obeta tudi sprememba varovanja predsednice republike. Ja, svoje stališče do uredbe o varovanju predsednika vlade sem sam jasno in glasno povedal že na parlamentarni preiskovalni komisiji in tudi javno. Mislim, da takšen način ureditve ni v redu, tudi iz strokovnega stališča in moje stališče glede na to, da niso spreminjali vsebinsko v ničemer uredbe, do katere sem bil kritičen, ampak so zgolj v naslov in v posamezne člene dodali in predsednika države, seveda še naprej ostaja kritičen. Dejstvo je zelo preprosto. Varovanje osebe ni 6 ali pa 8 varnostnikov, ki odpirajo vrata avtomobila pa vrata Državnega zbora, zato da gre varovana oseba lahko gladko noter, ampak je sistem ukrepov, ki jih s 16-20 ljudmi ne moreš zagotavljati, preprosto ne gre. S takim številom kadra ne moreš zadostiti normam ali pa ureditvi, delovnopravni ureditvi, preprosto ne gre. Tako da mislim, da taka ureditev ni v redu. Kako si razlagate, da je sploh prišlo do te spremembe? Takrat se je govorilo, da je bil premier nezadovoljen, ker se je pojavila neka fotografija z njegovim otrokom, mislim, da je bilo to v Bruslju, ker zdaj pač nima več težav s tem, da bi objavljal tudi fotografije svojega zasebnega življenja. Kaj je pravzaprav botrovalo temu? Zakaj sprememba, ki pravite, da je v bistvu slabša varovanje? Ne vem, to je definitivno vprašanje za predsednika vlade, kaj ga je navedlo na to, ampak ravno sem hotel reči to isto, da so zato, da so začeli obračunavati z mano in pa z gospo Bobnarjevo v zvezi s tem varovanjem, izkoristili neko fotografijo otroka, kjer pa zdaj vidimo, da predsednik vlade nima res nobenih zadržkov, da se slika z otrokom in to njegovo fotografijo objavlja na vseh družbenih medijih. Očitno je v tem času prišlo do nekega preboja pri njemu. Mogoče še zadnje vprašanje. Bližajo se volitve. Vsi novinarji bomo zdaj govorili, da se začenja, da smo pred vročo politično jesenjo.
Ali obstaja možnost, da vas bomo videli na listi kakšne stranke, ki bo šla na volitve? Pa ne mislim zdaj seveda SD, Levice in Gibanja Svoboda, ampak recimo pri gospodu Prebiliču, naprimer. Lejte, če bi me 2 leti nazaj vprašali, če bom leta 2025 upokojenec, bi vam sigurno rekel ne. Dejstvo pa je, da nam življenje sem pa kaj postreže kakšno limonco in nikoli ne veš, od kje prileti, tako da bova ta odgovor na to vprašanje pač pustila odprto, bova videla, kaj pa nese čas. Se pravi, da je možno, da greste v politiko? Bomo videli. Gospod Boštjan Lindav, hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam.